Ali ste vedeli, da Nestorjeva kronika, eno najstarejših zgodovinskih besedil, pripoveduje o slovenskih koreninah ob reki Donavi? V tem videu raziščemo skrivnosti tega izjemnega zgodovinskega vira, ki potrjuje, da so Slovenci izvirali iz Jafetovega plemena in da so živeli na območju današnje Madžarske in Bolgarije. Odkrite, kako so se Slovenci razširili po svetu, kdo jih je podjarmil in zakaj je ta kronika tako pomembna za slovensko identiteto. Če vas zanima, kako so naši predniki oblikovali zgodovino Evrope, si tega videa ne smete zamuditi. Izjemno pomemben zgodovinski vir, ki govori o slovenski pradomovini ob reki Donavi, je tako imenovana Nestorjeva kronika ali povest vremenih let, ki je nastala konec 11. ali v začetku 12. stoletja. Nestorjevi viri so bili starejše, zdaj izgubljene slovenske kronike, bizantinski letopisi Ivana Malalasa iz Antiohije in Georgija Amartola, domače legende, nordijske sage, grška religiozna besedila in drugi viri. Izvirna kronika in obe najstarejši znani kopiji, to sta Lavrentijev in Ipatijevski letopis, so se izgubili, zato nam žal ni natančno poznana izvirna vsebina kronike. Lavrentijev letopis je leta 1377 prepisal nižgorodski menih Lavrentij po naročilu kneza Dimitrija Konstantinoviča. Izvirnik njegovega prepisa je bil izgubljeni letopis, ki so ga leta 1305 sestavili za velikega vojvoda Mihajla Tverskega. Letopis zajema obdobje do leta 1305. Obdobja med leti 898 do 922, obdobje med 1263 in 1283 ter obdobje med 1288 in 1294 pa iz neznanega vzroka manjkajo. Rokopis, imenovan Ipatijevski letopis, je v Ipatijevskem samostanu v Kostromi odkril ruski zgodovinar Nikolaj Karamzin. Rokopis je iz 15. stoletja in vsebuje zelo veliko podatkov iz izgubljene Kijevske kronike iz 12. stoletja ter Hališke kronike v 13. stoletju. Danes znani in ohranjeni rokopisi so prepisi iz 14. in 15. stoletja. Kronika je za Slovence izjemno pomembna, saj so v njej trditve, ki povsem podpirajo slovensko domorodno ali staroselsko teorijo. Najbrž so jo zato šele leta 2015 prevedli v slovenski jezik, pa še ta prevod je napačen, prirejen in neuporaben, čeprav jo je Slovenec Franc Miklošič znanstveno obdelal in izdal v starem rusko-slovenskem jeziku z latinskim predgovorom že leta 1860. Nestor med drugim pripoveduje, da Slovenci izviramo iz Jafetovega plemena, da se je slovenski narod pred davnimi časi naselil ob Donavi, tam kjer je danes Madžarska in Bolgarska zemlja, odkoder pa so se posamezni oddelki razširili po svetu in prevzemali posebna imena po različnih prebivališčih. Kasneje so prišli k Slovenom Kelti, Vlahi in jih okupirali ali jim odvzeli deželo. Del Slovenov pa se je pred njimi umaknil na sever oziroma severovzhod. Ena izmed najpomembnejših trditev Nestorjeve kronike se glasi: slovenski narod je bil le eden, Sloveni so živeli na Donavi. Podvrgli so si jih Ogri, Madžari, pa Moravani, Čehi in Lahi, Poljaki, pa Poljanci, ki se dandanes imenujejo Rusi.
V Nestorjevi kroniki je moč najti naslednje izjemno zanimive pojme, ki so bili vsi dokazano poznani vsaj v 9. stoletju, zelo verjetno pa že davno prej. Slovenski narod, slovenska abeceda, azbuka, slovenski jezik, slovenska zemlja, slovenska slovnica, gramota, slovenska knjiga, slovenski knez. Kaj vse še skriva Nestorjeva kronika o slovenskih koreninah? Kako so Slovenci vplivali na zgodovino Evrope in zakaj je ta zgodba tako pomembna za našo identiteto? Če želite izvedeti več o skritih delih slovenske zgodovine, kliknite na naslednji video na kanalu Prepovedana zgodovina. Ne pozabite se naročiti na naš kanal in všečkati ta video, da bomo lahko še naprej razkrivali skrivnosti naše preteklosti. Hvala za ogled in se vidimo v naslednji epizodi.